Lepo pozdravljeni. Danes imamo v Sensinem podcastu Modra soba, krmarjanje s travmo. Čas gostiti eno izmed najeminentnejših strokovnjakinj s področja otroške psihiatrije v Sloveniji, gospo Anico Mikuš-Kos. Lepo pozdravljeni. Vi tudi. Anica je v svoji bogati karieri, kjer je delovala ne le kot pediatrinja in psihiatrinja, ampak tudi kot humanitarka, postavila temelje in usmerjala pot slovenske otroške psihiatrije. Med drugim je bila vodja oddelka za otroško psihiatrijo na ljubljanski pediatrični kliniki in vodja svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, še vedno pa je aktivna kot predsednica Slovenske filantropije. Anica Mikuš-Kos je avtorica več knjig na temo duševnega zdravja in skupnostnih pristopov zaščite otrok. Posebej izpostavljam njeno knjigo, vašo knjigo, Moje življenje, moje delovanje iz leta 2015. V njej podrobno opisujete, kako ste v času balkanskih vojn svoji strokovni vlogi pomagali otrokom beguncem in njihovim družinam iz območja bivše Jugoslavije. Prav tako pa v njej orišete svoje delo na številnih kriznih območjih, od območja bivše Jugoslavije vse do Pakistana, kjer ste zasnovali in vodili programe za učitelje o psihosocialni pomoči otrokom. Zdaj, v tem današnjem pogovoru se bomo podali na popotovanje skozi različne vidike duševnega zdravja, tudi v kontekstu aktualnih, globalnih izzivov, seveda s poudarkom na psihosocialni dobrobiti otrok in mladih. Dobrodošli v pogovoru z gostjo, ki združuje bogate izkušnje in znanje, kritično razmišljanje ter globoko etično in sočutno držo. Anica, pozdravljeni še enkrat. Upam, da se počutite dobro. Vaša vitalnost in energija sta kljub 88 letom navdihujoči. O vas čutim mladostnost, kot da bi v vaši duši igrala harmonika. Omenili ste, da je ta rek priljubljen na Kavkazu, ravno v tej knjigi. Se v njem prepoznate? Kakor kdaj. Včasih igra harmonika, včasih pa tudi ne. A veste, vsi imamo svoje dobre in slabše faze, ampak nekako moje izkušnje mi vendarle pomagajo, da vztrajam, da ne potonem in da poskušam še kaj narediti. V vaši bogati karieri humanitarnega dela ste se srečali, kot sami pišete, z mnogimi izkušnjami, ki so vas, tako kot sami pravite, očarale, navdušile ali pa tudi nekako začudile, presenetile. Napisali ste, zlo je naravni pojav, preprečiti ga ne moreš, lahko pa zmanjšaš bolečino, ki jo povzroča drugim ljudem, in morda pomagaš, da se spet postavijo na noge. To je zelo močna, zelo empatična izjava. Pa bi vas vprašala, kako so vaše izkušnje s terena vplivale na vaše delo, tudi na način, kako gledate nase, na svet, na druge ljudi. Gotovo so na filozofijo mojega dela in prakso mojega dela vplivale moje izkušnje s terena, ampak tudi izkušnje iz otroštva že, ampak ostanimo zdaj pri izkušnjah iz terena. Osnovne izkušnje so bile, da ljudje kljub vsem grozotam, ki jih doživijo, večina ljudi vendarle uspe v psihološkem smislu preživeti te grozote in okreva od njih in še vedno ohranja neke pozitivne odnose do življenja, do ljudi, do narave, do okolja, do samega sebe. To je ena stvar. Druga izkušnja je bila ta, kako pomembna je ta kakovost človečnosti za to preživetje in tudi za duševno zdravje. Namreč, veste, v teh duševno-zdravstvenih strokah smo nekako izpustili to človečnost. Meni se pa zdi ključnega pomena za to, koliko energije lahko človek aktivira v samem sebi, zato da prenese, da se zoperstavi, da poskuša obvladovati zlo. In zanimivo je to, in lepo, ne samo zanimivo, ta izraz niti ni ustrezen, da ostaja tudi v najhujših življenjskih okoliščinah človečnost,
ostaja, je prisotna. In pravzaprav to je tisto, kar človeku daje neko moč, da nadaljuje, upanje, smisel. Ker če tega ne bi bilo, vse jaz bi obupala ob vsem tem, kar sem videla, slišala, doživela. Ja, to se mi zdi zelo pomemben. Ja. Prav vplivati na nekako podobo sveta pri teh ljudeh, ne? Na podobo sočloveka. Na podobo sočloveka. Veste, in ta človečnost se izkazuje na najrazličnejše načine, od altruističnega vedenja, pogumnega vedenja, ki žrtvuješ ali pa tvegaš lastno življenje za druge, do neke empatije tudi za druge, tudi za tiste, ki so na drugi strani. Nekako glede te človečnosti moji spomini ali pa neka doživetja, ki so mi res ostala v spominu, so, ko sem se pogovarjala z ljudmi in so izkazovali sočutje, razumevanje tudi za tisto drugo stran. Zdaj veliko o Kosovu se spet govori, ne, ker so tam težave. Spominjam se, sem prišla na Kosovo takoj potem, ko so se vrnili pregnani Kosovarji, pregnani Albanci, in je bilo zelo jasno, negativna čustva do Srbije so bila ekstremno razvita in so mi svetovali, naj z ljudmi ne govorim tisto, kar smo takrat imenovali srbsko-hrvaški jezik, ker pa sem se morala sporazumevati tu pa tam z ljudmi, sem pač začela s tem, da prihajam iz Slovenije, tako da bi vedeli, da nisem iz Srbije, in da se opravičujem, ampak ne govorim albansko, če smem govoriti bosanski jezik, sem to imenovala, da ne bi bila beseda srbski notri. In pravzaprav se ni zgodilo, da mi ne bi ljudje rekli, da lahko govorim, in so se z mano v tem jeziku pogovarjali. Ampak zanimive so te spremljajoče reakcije. Enkrat mi je trgovka, sem stopila v majhno trgovinico v Prizrenu, pa mi je rekla, pa oni so Judi. Vse me je tako dotaknilo v času največjih sovražnosti. Ena gospa v trgovini, ki prodaja, reče, oni so tudi ljudje. Ali pa se spominjam, sem se peljala s šoferjem in na moje vprašanje, ali smem govoriti z njim ta jezik, je rekel, ja, seveda, in potem je stresel eno torej govor o tem, kako sovraži Srbe in kaj so vse Srbi naredili Albancem. Čez 10 minut pa naenkrat se izkaže, mi pove, tako mimogrede, slučajno mu uide, da skrbi za 2 stari srbski ženski, ki sta v njegovem bloku, ker sta prestari, da bi hodili v trgovino, in se tudi boji, da se jima ne bi kaj zgodilo. Torej, to hočem reči, da ta zrnca človečnosti obstajajo in to je tisto, kar pomaga. In se mi zdi, da bi o tem bilo treba veliko govoriti in ozaveščati ljudi, da tudi v najhujših okoliščinah vendarle to obstaja. Je pa seveda tako kot pravijo, zlo poraja zlo, tudi dobro poraja dobro. Oni so meni predali svoje dobro, jaz predajam njihovo zgodbo naprej, in na ta način na nek se širi, diseminira tudi ta človečnost ob vsej nečlovečnosti. Zelo, zelo lepo povedano, ja. Tudi ko sem brala v vaših zapisih, ne, nekako ste rekli, sem si prav napisala včasih, ne, da čutite, da nimate več v srcu prostora za vse ljudi, s katerimi se srečujete. Ob tem, ko pa sem prebirala tudi vaše delo. Ja, nekako se me je dotaknilo tudi ogromen teh zgodb, ki ste jih pripovedovali, tudi zgodb zelo velikega trpljenja, zla, ne, in človečnosti, vse to me je zelo ganalo, zelo močna čustva mi je že to branje nekako izvalo. Pa me zanima, ja, kako se vi osebno soočate z bolečino, tudi mogoče s trpljenjem, ko ste bila neposredno v stiku s tako težkimi zgodbami, s tako težkimi usodami. Ja, jaz sem začela s humanitarnim delom takrat,
ko so v 90. letih prišli begunci iz Hrvaške najprej, potem pa iz Bosne v Slovenijo. In v začetku sem delala individualno s posamezniki, ki so imeli hude zgodbe, hude travme, hude izgube, in moram reči, na neki točki sem se zlomila in nisem več mogla. Spominjam se, sem hodila v begunske centre, nazaj, ko sem se vozila v svojem fičku, sem pa jokala. No, in potem sem, pravzaprav kako sem to obvladala, ali pa, ja, tako da sem začela delati, nisem več delala individualno, zato ker tudi sem prepoznala, da je ta moj vložek tako majhen količinsko, ker lahko s tako majhnim številom ljudi delam, ljudi, ki imajo pa težave, je ogromno, in sem začela razvijati neke druge načine pomoči in udejanjanja svojega znanja in tega, kaj lahko kot človek naredim, in sicer tako, da sem začela delati z učitelji, s prostovoljci, skratka, prenašati na neki način ne samo svoje znanje, ampak tudi motivacijo na ljudi, ki so delali z velikim številom, naprej z velikim številom ljudi. Učitelji so delali z otroki, takrat je bila bosanska šola v Sloveniji in je bilo zelo pomembno, da te učitelje okrepimo, da obvladujejo svoje lastne travme in izgube. To je bila ena stvar, pa da jim damo neka dodatna znanja, da bi lahko pomagali svojim učencem. Ker dostikrat, veste, so bile družine, starši nemočni, se spomnim, je bilo eno celo nadstropje, kjer so bile vse mame vdove. In seveda te mame vdove so bile tako obremenjene z žalostjo zaradi izgube, z to novo vlogo, ki so jo morale prevzeti. Prihajale so iz ruralnih področij, kjer je bila ta hierarhija med moškim možem in ženo še močno prisotna, in naenkrat ni bilo več poglavarja družine in je morala vse mama prevzeti nase, da enostavno jim je zmanjkalo moči in je marsikdaj otrok pravzaprav pomagal mami. Otroci pa so v šoli imeli neko novo možnost, neko možnost pravzaprav izstopiti v nekem smislu iz tega sveta travm, izgub, gledanja televizije o požganih vaseh in hišah, podatkih o ubitih očetih, in se je odprla nek širši horizont. To je bilo eno. Drugo, so bili tudi vrstniški odnosi, ki so pomagali, in seveda učitelj, ki je vse to modificiral in tudi lahko pomagal otrokom. Tako da se mi je zdelo smiselno vlagati v učitelje. In pozneje sem pa tudi v prostovoljce in tudi v druge, tudi v zdravstvene delavce, ampak predvsem v učitelje, ker ti so prišli v stik z največjim številom otrok. Ja, to se mi zdi izjemno. Tudi aktivirati te že obstoječe vire pomoči oziroma že neke obstoječe vire, ki so na voljo, oziroma tudi prepoznati te vire. Tudi če se to že dogaja, nekako tudi s tem, nekako jim dati eno prepoznavo. Absolutno, koliko so pomembni, nekako vrednotiti njihovo vlogo. Ja, no, na to se bom še vrnila, ampak še da dodam to, veste, meni osebno dejansko je najbolj pomagalo to, ko sem videla dobro, ko sem zaznala dobro, ko sem zaznala kjerkoli že, da dobro je. Takrat se mi je zdelo vredno nadaljevati, nisem obupala, ko se reče, nisem vrgla puške v koruzo. To je eno. Drugo pa mislim, da so mi pomagale tudi moje izkušnje iz otroštva, ko sem sama doživela vojno in so tudi meni drugi pomagali. Bi tukaj mogoče omenili kak tak dogodek ali kak trenutek iz otroštva, ki je vam posebej ostal v spominu, pa je mogoče tudi krojil vašo pot poklicanosti? Ja, veste, jaz sem bila z mojimi starši 2 leti v partizanih, vse partizani. Moja mati, to vedno povem isto zgodbo, moja mati je bila Judinja, to se pravi po definiciji in Judov in nacistov sem tudi jaz Judinja. Moj oče je bil Slovenec, katolik, ampak nekem je bil profesor francoščine in je pač bil v službi, ampak na neki točki to ni več varovalo
zakonca, ki je bil judovske vere, in celo ni več varovalo zakonca, ki ni bil judovske vere. In tako smo predvsem zato, da bi rešil družino, smo odšli vsi, jaz stara koliko, 7 let, mati in oče smo se pridružili partizanom. No, in potem smo živeli v Slavoniji in tam v neki vasi, v vasi Orahovica, se je neka vas, je kar velika vas, in tam so bili kmetje, ki so pravzaprav rešili moje življenje, ki so mi veliko pomagali. A veste, še zdaj nekako me stisne pri srcu, ko to govorim. Tam je bil kmet, torej nastanjeni smo bili, mama je delala v zdravstvu, oče je delal kot pisar, pisal je nekaj, ker je bilo malo pismenih ljudi, on je bil pa profesor in pismen. No, ampak nastanili so nas v hiši najbogatejšega kmeta, ki ni bil prav navdušen za partizansko gibanje, zato ker so mu partizani vzeli vola, žito, skratka hrano za vojsko. Ampak tam smo stanovali in ta kmet, ki ideološko ni bil na strani partizanov, me je v času ofenziv obdržal pri sebi, in izjavljal Nemcem, da sem jaz član družine. Namreč, ker je bila to najbogatejša hiša, so tudi štabi se tam nastanili. In partizanski štabi, ko je to bilo partizansko ozemlje, in nemški štab, ko so Nemci prišli. No, in pravzaprav na to sem jaz kar nekako pozabila. Potem pa zanimivo, ko so prišli prvi begunci iz Hrvaške, so bili točno iz teh krajev in sem se spomnila na to in se mi je zdelo, da moram nekako pomagati. Ampak to hočem reči, med vojno sem jaz doživela kot otrok veliko dobrega, a veste, in to dobro mi je ostalo v spominu. Ne vem, moja mama je delala v neki partizanski bolnici, ker so bili ranjenci, kako so mi ranjenci dajali hrano, ki so jih njihove mame, ker so bili to fantje iz okolja, domači fantje, so mame na neki način prinašale hrano ali pa pošiljale hrano tem svojim ranjenim sinovom in so mi dajali hrano in kolačke. Skratka, to dobro je ostalo v spominu in se mi je zdelo, da je to dobro treba vrniti. Hvala, ja. Mislim, se me dotakne, kako je tudi v takih okrutnih okoliščinah velike nesolidarnosti, velikega tazga tkiva, empatičnega podpore. Ja, res je. Nekako se mi zdi, da je zelo pomembno, da smo odprti tudi za to, da to vidimo. A veste, se tudi v sedanjem času, ko toliko govorimo o tem, da so ljudje brezčutni, egoistični, da mladi nič nočejo. Mislim, da slika ni črno-bela in da je tudi v sedanjem času veliko dobrih ljudi in veliko dobrega to se vidi recimo ob teh množičnih nesrečah, ki se zgodijo, recimo v poplavah, ki so se zgodile, in da je treba na to vse bolj opozarjati, na to pripravljenost pomagati, mogoče ne samo skozi prizmo denarja, ampak tudi nuditi druge oblike pomoči in podpore ljudem. Ja, ker tudi novejše študije kažejo, da ne gre samo za to, da je človeku volk, ali da je v nas nekako taka neka kruta narava en do drugega, sama neka tekmovalnost, ampak kažejo študije, da nekako v osnovi smo omreženi, bom rekla, za empatičnost, za prosocialnost, za solidarnost. Ja, veste, to je edini način preživetja skupine, skupnosti, da si vzajemno pomagamo. In tudi to je zelo pomemben vir obvladovanja vsega hudega, kar se ti zgodi. Namreč jaz velikokrat razmišljam o tem, kako pomembni so ti naravni viri pomoči. In naravni viri pomoči so socialne mreže, skupnosti, ljudje kar tako, ki so pripravljeni pomagati. Vse to je obstajalo, preden so se naše stroke razvile. Mi nekako zdaj preveč poudarjamo pomen strokovne pomoči. Ta strokovna pomoč tam, kjer gre za množične nesreče ali pa kjer gre za manj razvite kraje,
države, področja, je pravzaprav na neki način malo pomembna, že količinsko je malo pomembna, ker je tako malo strokovnjakov, ki bi lahko pomagali, ne vem, stotinam tisoč ljudi, ker tu ne govorimo, ne vem, o 100 ali 200 ljudeh, ampak dobesedno o stotinah tisočih ljudi. In je vprašanje, da se, torej, ali bi rekla čas, da se v večji meri spomnimo na to, kaj je ljudem pomagalo takrat, ko ni bilo psihologov in psihiatrov in psihoterapevtov, pa so vendarle preživeli, od Džingiskana do drugih invazij. No, in to so bili naravni viri pomoči, to je tisto, kar se dogaja med ljudmi. In se mi zdi, da bi v večji meri morali biti pozorni na to, tudi zdaj v tem času, ko pravzaprav na eni strani postaja duševno zdravje vse bolj pomembno v sedanjem času, ker pravzaprav te kvalitete, ki tvorijo duševno zdravje, so v modernem času vse bolj pomembne za preživetje. Nekoč je bilo pomembno, da si fizično močan, ne vem, da si premagal divjo žival, danes je pa pomembno, da imaš dobre kognitivne lastnosti, da si prilagodljiv, fleksibilen, da imaš psihično odpornost. In to je ena stvar, na drugi strani se pa res krčijo ti naravni viri pomoči in vse več prilagamo na strokovnjake. To je ena stvar, en pojav ali pa neki tok, drugi tok je pa ta, ki smo mu priča, da se pravzaprav vse več slabih stvari dogaja. Naj samo omenim klimatske nesreče, oziroma to klimatsko ogroženost. Posledice. In njene posledice, ja. To je na celem planetu, to ni samo pri nas. To je eno, drugo, kar se dogaja, je to, da pravzaprav vrsta nekih institucij, ki so bile ustanovljene zato, da bi varovale dobrobit in varnost ljudi, ne deluje. Recimo Združeni narodi ne morejo preprečiti vojne v Ukrajini. Tako da v nekem smislu se srečujemo z vse večjim številom ogrožajočih dejavnikov na eni strani. In to na globalni ravni, ne? Na globalni ravni, absolutno na globalni ravni. In na drugi strani pa pravzaprav nekega usihanja teh naravnih mrež pomoči in virov pomoči. In se mi zdi, da bi morali mnogo več o tem govoriti, vzpodbujati te vire pomoči in na ta način krepiti duševno zdravje ljudi in seveda še posebej otrok. Ja, zdaj ste mi dala dve iztočnici, pa bi mogoče se vrnila na prvo, kar ste rekla, ne, koliko se danes poudarja ta strokovna, profesionalna pomoč, psihološka pomoč, ne, ta oblika podpore. Tukaj se bom spet nanašala na vaš zapis in sicer, ne, s tako sočutno iskrenostjo ste delili v knjigi svoj občutek, da kljub vsemu študiju in pridobljenemu znanju še vedno malo veste o tem, kaj se dogaja v ljudeh. Ne, in da vaš strokovni položaj, vaš glas kot vodilna strokovnjakinja na področju, se pravi neka perspektiva moči, ne, da vam je to dalo moč, iz katere ste lahko potem vzpostavljala oziroma oblikovala neke trajnejše sisteme psihosocialne podpore, ne, nekaj, kar recimo ljudje sami na kriznih območjih ali pa begunci sami nekako, kljub temu, da ne, so mogoče imeli vid, modrost, kapaciteto, ne, željo, ne bi zmogli nekako vzpostaviti. Ne, in v meni zelo odmeva, ne, bom rekla, ta vaša ponižnost, tudi iskrenost. Ne, in tudi recimo, ja, to, kar praviva, kakšen je domet strokovne pomoči, ne. Ja. A veste, jaz imam veliko spoštovanje do strokovne pomoči in strokovnjakov in če se kaj slabega zgodi ljudem v mojem okolju, jim svetujem, naj poiščejo psihoterapevta, ampak globalno gledano pa pravzaprav te naše stroke ob množičnih nesrečah, ob najhujših rečeh, ki se dogajajo, so pošteno povedano malo vplivne. Malo vplivne so že količinsko, kot sem že omenila, se še v Sloveniji čakaš, ne vem, v svetovalnem centru 1 leto, da prideš na vrsto. Tam je pa treba pomagati ob nesreči, pa je tukaj in zdaj treba pomagati. To je ena stvar. Drugo so tudi pravzaprav s svojimi pristopi, ki so usmerjeni predvsem v človeka, kaj se tebi dogajalo, so tudi razmeroma malo uspešne, ker gre za mnogo širše dejavnike,
dejavnike, ki ogrožajo ali kot pravimo dejavnike tveganja, ki bi jih bilo treba odpraviti, zmanjšati, to je ena stvar. Tudi neke širše sistemske kot dejavnike. neke širše sistemske, množične, svetovne dejavnike, ja. Vzemimo samo to delitev med revne in bogate, globalno delitev, ne mislim v posamični državi. To je ena stvar. Druga stvar je pa ta, da pravzaprav na mnoge teh dejavnikov tveganja žal ne moremo vplivati. A veste, kakorkoli obrnemo, ne moremo vplivati kaj dosti na te naravne nesreče, ki se dogajajo. Ne moremo vplivati očitno na vojne, ki se kar naprej dogajajo, čeprav vedno rečemo nikoli več. Ne moremo vplivati na revščino kaj dosti, ker se razlike povečujejo. Če poslušate podatke UNICEF-a, jaz pač z otroki delam in vem več o otrocih, ponovno raste število lačnih otrok, ponovno raste število otrok, ki so begunci. In v taki situaciji se pravzaprav sprašujemo postavljamo neko drugo vprašanje, namreč če ne moremo dejavnikov zla, slabega, ogrožajočih dejavnikov tveganja odpraviti, kaj lahko naredimo? No, in na to, kaj lahko naredimo, s tem se povezuje vprašanje, kaj je pomagalo ljudem, ko ni bilo strok, ko ni bilo služb za socialno skrbstvo in podobno. In se zopet vrnemo k tem naravnim virom pomoči in k nekemu širšemu pojmu varovalnih dejavnikov. Namreč, ko se vprašamo, kako to, da vsi ti ljudje, ki so doživeli hudo, celo mnogi tisti, ki so taborišča doživeli, vendarle še danes normalno funkcionirajo, če so še živi, je pravzaprav odgovor ta, da je bilo nekaj, kar jih je zaščitilo, nekaj, kar je varovalo njihovo duševno zdravje. In temu pravimo danes varovalni dejavniki in o tem se veliko govori. Kaj te zavaruje v okoliščinah, ki so skrajno neugodne, za katere vemo, da prizadevajo duševno zdravje množice ljudi? Kaj te zavaruje, da kljub vsemu ostaneš pač duševno zdrav, kar ne pomeni, da ne trpiš, to je zelo pomembno vedeti, nočem zmanjševati trpljenja ljudi ob slabem, ampak ne načne tvojega duševnega zdravja ali pa omogoča, da okrevaš, tudi ko si prizadet, ko si razgrajen, ko si ranjen, ti omogoča, da okrevaš. In temu pravimo varovalni dejavniki. Da ohranjaš mogoče neko upanje, zaupanje. Upanje je silno pomembno. Neko funkcioniranje. Neko delovanje, neko odnosno. upanje. Ja. A veste, nekaj časa se je ob teh balkanskih vojnah zelo veliko govorilo o psihologiji upanja. In to je res, upanje je pomembno. Za mene je upanje, ko doživim nekaj dobrega. Tudi za druge upanje, ko doživijo nekaj dobrega. Svet ni samo slab, svet je slab, ampak je pa tudi dober. Tako da je res, da se mi je zdela med varovalne dejavnike, sodi se jih je vrsta, ampak sodi tudi človečnost. Človečnost, medsebojni človeški odnosi, vpetost v človeške mreže, medsebojne izmenjave. In verjemite mi, res moja izkušnja dela v najbolj prizadetih področjih, pa področjih, ki so bila pravzaprav najmanj razvita, takrat recimo v Čečeniji, tudi Kosovo, tudi na Kosovo, tudi Kosovo je bilo slabo razvito, je bila ta, da je bolj pomembno aktivirati te naravne dejavnike, človečnost, medosebno pomoč, kot pa vlivati v glavo učiteljem ali prostovoljcem neka nova odkritja psiholoških ali medicinskih ved. In zato pravim, da sem se nekako čutila, kako bi rekla, bolj vredno ali pa da je večjo vrednost svojega dela v tem, da sem ljudi vzpodbujala, naj ohranjajo vero v človečnost, naj pomagajo drugim, kot pa s posredovanjem nekih strokovnih spoznanj ali metod dela. Ja, spomnim se, da ste tudi napisala, recimo več je teh primerov, enega bom izpostavila, da ste šla v begunski center, ne, pa da tudi niste rekla, da ste psihiatrinja, to bi bila
Ja, bolj ovira, tako da ste je, ja. rekla zdravnica, Ja. ki bo se malo pogovorila o zdravju otrok, čisto fizičnem zdravju. Ne, in potem so se matere odprle, ne, nekako spregovorile o svojih stiskah. Ja, to je tudi pomembno, veste, ker kot sem rekla, iz teh ruralnih področij Bosne se niso imeli stikov s psihologijo, psihiatrijo, in je pravzaprav to bilo samo, to pomeni, da si nor, če se psihiater s tabo pogovarja, pomeni, da si nor, da je nekaj s tabo narobe. In je bilo veliko lažje to početi v vlogi zdravnice, otroške zdravnice. Tako da Se res približati ljudem, ne? Priti tudi nekako na njihovi ravni. Ja, ne z neke nadpozicije, ki je včasih ne nekako stroka. nadpozicije, ja. Tako na njihovi ravni in pravzaprav prepoznati vrednost tega, kaj imajo. A veste, to ni, da se jaz ponižam svoje strokovne ravni na njihovo raven. Jaz sem se, moram reči, od teh ljudi, ki nikoli niso imeli stikov s psihostrokami, sem se veliko naučila, res veliko modrosti, veliko praktičnih reči, pač veliko teh strategij, kako si pomagajo obvladovati vse hudo, kar jih doleti. Tu dajete primere, ne, da v vsaki taki skupini se ponavadi najde nekdo, recimo v begunskem centru ena od mam ali ena od žensk, ki nekako, tako kot pišete, bom uporabljala te besede naravno. Ja. Tako nekako, podpira tudi skupino. Gotovo. A veste, so ljudje, ki imajo od Boga ali pa od narave dano sposobnost pomagati drugim. Mislim, to je prav neverjetno. Včasih so to ljudje, ki so doživeli ogromno hudega. Tako se spominjam, v Severni Osetiji imajo en velik spomenik mami, ki je izgubila 7 sinov v drugi svetovni vojni. In ta mama je, ko sem hodila po Osetiji, še vedno je njen spomin bil tako živ v vasi, zato, ne samo zato, ker je izgubila 7 sinov, ampak zato, ker je pomagala ljudem, ker je bila dober človek, ker ni obupala, ker so se k njej zatekali ljudje. Spominjam se tudi recimo iz tega centra begunskega v Logatcu. Je bila ženska v času teh migracij čez Jadransko morje, ki je videla, kako sta si 2 otroka utopila pred njenimi očmi. In to je bila ena gospa iz Afrike. In vam povem, ona je bila tista, h kateri so se hodili drugi, ki niso izgubili otrok, pogovarjati, ko jim je bilo hudo. Tako da res nekateri ljudje imajo in sposobnost obvladovati svoje lastno gorje, to je eno, ali pa živeti, angleško se reče to cope, ta coping se mi zdi zelo pomemben. Kako se soočamo. Kako se soočati, pozitivno soočati s tem, to je eno. Drugo pa tudi, da še naprej dajati drugim ljudem nekaj. In se mi zdi, da take ljudi je zelo pomembno vključiti v razne dejavnosti pomoči. Ja, nekaj vas poslušam, da včasih nekako nas lastna bolečina, stiska šele odpre tudi za empatijo, za sočutje do drugega, da nekako res čutimo in smo tudi mogoče bolj motivirani nekoga podpreti. Včasih, da nekako, kot biser, ne? Da pride zrnce v nas, ne? Pa namesto, da bi poškodovali nas, iz tega naredimo en biser. Ja, res je. To je zelo pomembno vedeti, seveda ne zgodi se vedno tako, mislim, zelo pomembno je, da smo realistični v tej zgodbi, mislim, ampak... Pa tudi ne želimo take poti do empatije, ne? Tako je, ne želimo take poti do empatije, ampak pomembno pa je vedeti, da res v srcih ljudi, če lahko malo po starinsko rečem, obstaja ogromen kapital, s katerim lahko pomagajo soljudem. Tukaj bi nekako omenila ta strokovni izraz rezilientnost, oziroma vi ste prej že govorili o psihični odpornosti. Se v slovenščini imamo različne prevode, ne? Recimo eni pravijo osebnostna čvrstost, ampak ne gre samo za posameznike, gre tudi za skupnosti, ne? Nekako, kako so odporne, kakšna je naša kapaciteta ali kot posameznikov ali kot skupnosti, ne? Da premagujemo težave, da premagujemo izzive, da se prilagajamo spremembam. Predvsem pa, ko se spopademo s travmatičnimi izkušnjami, da se nekako spet postavimo nazaj na noge, ali kot posamezniki, ali kot skupnosti. Kako vi gledate na to? Ne? Mislim, že ste omenila pomen varovalnih dejavnikov,
številnih varovalnih dejavnikov. Kaj mogoče loči tiste, ki so bolj rezilientni, manj rezilientni, oziroma kako vi gledate, ne? Kako se ta rezilientnost tudi lahko oblikuje, ne? To ni nekaj, to iz znanosti tudi vemo, to ni nekaj, s čimer se rodiš ali ne, ampak je to stvar nekako okolja, okoliščin. Prvo, kar bi povedala, je to, da veste, so ogromne razlike v tem, kako se ljudje, otroci, jaz pač govorim o otrocih, ampak enako velja tudi seveda za odrasle, kako se odzivajo na travmatske dogodke, na izgube. Izgube se mi zdi so zelo pomembne, veste, mi včasih malo preveč samo o travmah govorimo, ampak recimo v vojnih dogajanjih so izgube silno pomembne. Torej, te razlike so neverjetne, tudi če so izpostavljeni istemu, ne samo enakemu, ampak istemu dogodku, bodo razlike zelo velike. In trpljenje je vedno prisotno, ko se ti kaj hudega zgodi, ampak zdaj, kako se soočaš s tem trpljenjem, kako ga obvladuješ, tu pa so razlike. Jaz običajno to povem tako zelo preprosto, ponazorim, to sem nekje prebrala, to ni moja, ampak ta metafora, ampak se mi zdi zelo dobra. Če bi imel 3 lutke, eno stekleno, eno plastično, eno jekleno, bi bile popolnoma enako velike, in bi vzel eno palico in bi s ta isto palico in z enako močjo udaril vsako od teh lutk, bi bil izid popolnoma različen. Steklena bi se nepopravljivo zdrobila, to so tisti ljudje, ki potem imajo neke trajne duševne težave in motnje. Plastična bi počila in bi se jo dalo zlepiti. Jeklena bi pa samo zazvenela, zajokala, ker bi jo zabolelo, ostala bi pa nepoškodovana. To se mi zdi tako taka dobra metafora. In res je tako, a veste. Zdaj, zakaj, od kod te razlike? No, jaz sem zdravnica in mislim, da nekaj je tudi v biologiji, seveda absolutno ne vse, večina je v okolju. Nekaj je tega, kakšnega nas je Bog naredil, bolj odporno ali manj odporno, ampak seveda zelo pomembno je okolje. In to okolje, pač koliko to okolje osmišlja izgubo, koliko to okolje ponuja neko podporo. Koliko je to sploh koliko se lahko, veste to, koliko se lahko govori. Jaz tega nisem imela, zato ker ponavadi v teh krajih, kjer jaz delam, na neki način, kako bi rekla, je to samoumevno. Mislim, trpljenje je samoumevno in se ve zanj, in se tudi lahko govori o njemu. Te zavore v govoru so bolj značilne za bogat in razviti svet, kjer moraš biti močan in to premagovati, ne priznati, da te prizadelo. No, in skratka, to, kaj se dogaja v interakciji med posameznikom in okoljem. In krepitev te odpornosti se mi zdi silno pomembno, da ponovim, zlasti v sedanjem času, ko pravzaprav je toliko neugodnega, kar se dogaja. Zdaj, kakorkoli hočemo biti optimisti, ampak ta trenutek ni svet ravno zelo optimistično, mislim, ne podpira zelo optimističnega pogleda. In mislim, da kako podpreti odpornost posameznika in odpornost skupnosti, je ena glavnih strategij varovanja duševnega zdravja ljudi. To zelo lepo, se zelo strinjam s tem. Zelo pomembno se mi zdi to naglaševati. Pa bi mogoče šle po dejavnikih. Recimo vloga družinskega okolja, družine, teh začetkov. Sem tudi brala študije, mogoče sem če tako povem, vojni veterani, ki razvijajo posttravmatsko stresno motnjo, recimo ti so bolj zaznamovani z nekim manj ugodnim družinskim izvornim okoljem, recimo, bom rekla, tudi z neko kompleksno razvojno travmo lahko, ali pa imajo več neke kumulativne travme že pred samo vojno, če nekako malo odmislil v ta družbeni širši vidik, tukaj smo zdaj spet bolj na posameznikih, gre za take bolj recimo psihološko naravnane študije. Ampak če se prvo dotakneva nekako vloge družinskega okolja, mogoče kateri so ključni elementi družinske dinamike, ki vplivajo na izgradnjo, recimo, rezilientnosti?
Najprej naj povem, a veste, da vse, kar se dogaja s človekom, tudi njegova odpornost, je pravzaprav rezultat nekih zelo kompleksnih dogajanj, interaktivnih, in pravzaprav zelo težko je reči, da en sam faktor vpliva na to ali na drugo. Problem naših strok je dostikrat ta, da imamo neke enoznačne, enosmerne, linearne poglede in mislimo vzrok, posledica, ne vem, starša razvezana, zato otrok ima vedenjske motnje, recimo. Ja, oziroma, če jaz svoje raziskovalne pozicije tudi povem, ne, bi rada imela številko, koliko je obet tveganja posameznega dejavnika. Ja. Se pa strinjam, ja, mislim pa, je jasno, da gre definitivno za eno kompleksno interakcijo. Ne, tudi v življenjskem poteku, ne, koliko je enih ugodnih, neugodnih vidikov. Kar zadeva ta obet tveganja, zdaj malo, da gremo v stran, je pa tako, da ta problem je v tem, da ta obet tveganja v praksi omogoča v zelo majhni meri, da predvidevate pri konkretnem človeku, kaj se bo z njim zgodilo. To se pravi, govorimo o vzorcu 5000. Ja, tako. No, ampak da se vrnemo k tem dejavnikom, ki pomagajo, torej, ki prispevajo k psihični odpornosti. Družina, gotovo družina je najbolj pomembna za otrokovo okolje, ampak veste, problem je tudi v tem, dostikrat, da isti vpliv ima lahko ene ali pa druge posledice. Recimo vam bom dala en primer. Revščina se šteje kot dejavnik tveganja za duševno zdravje. Na drugi strani pa seveda lahko revščina te okrepi. Revščina ti pomaga, da se naučiš obvladovati težave. In spominjam se, ko so ti otroci, begunci prišli iz Bosne, da so se mnogo bolje znašli tisti otroci iz ruralnih področij, iz revnih okolij, kot pa otroci iz Sarajeva, ki so bili malo razvajeni, za katere je bilo strašno težko sprejeti nek nov način življenja. Tako da, ali pa, no, skratka, da se vrnemo nazaj k družini. Seveda glavni varovalni dejavnik naj bi bili dobri odnosi, temu, čemur rečemo varna navezanost, dobre prve izkušnje. Samo obenem seveda je zelo pomembno, da tudi družina omogoči otroku, da se sooča tudi z manj lepimi rečmi, zato da razvija to svojo odpornost, da ne potem, ko je nekako, kako bi rekla, splavljen v nek drugi svet, pa ugotovi, da pravzaprav ni vse tako lepo, kot je bilo doma. Za neko prožnost. Neko prožnost, torej neko percepcijo tega, da so tudi druge reči, da so tudi drugi svetovi, torej da ne gre za, kot rečemo temu, socialno konstrukcijo nekega prekrasnega sveta, v katerem so vsi ljudje dobri kot moji starši, bolj realistično podobo sveta, ki jo otrok gradi. To je eno, ne. Tudi nek način soočanja s frustracijami, ne. In seveda, in da se nauči, da razvija strategije soočanja s frustracijami. To se mi zdi tudi zelo, zelo pomembno. Skratka, neko ravnovesje, veste, med zaščito in med izpostavljenostjo nekaterim zahtevam. No, mimogrede, veste, zato je dobro, da otroci hodijo v šolo. Zdaj vse več šolanja doma. Jaz mislim, da z vidika socializacije to šolanje doma, razen za kakšne izjemne otroke, ni v redu, zato ker enostavno ostajajo zaprti v tem krogu svoje, tem mehurčku družinske dobrobiti. Vatirani lahko bi tudi rekli. Ja, medtem ko v šoli kaj hitro spoznaš, da so tudi otroci, ki so pretepači, da so dobri sošolci, pa slabši sošolci. No, tako. Torej, ta odnos do otroka se mi zdi silno pomemben. In pa tudi nudenje podpore otroku, takrat, ko se znajde v nekih stiskah, pa učenje nekih strategij obvladovanja težav. A veste, to je tisto, naša mama je rekla, če ti je hudo, naredi to, ali pa naša stara mama je rekla, če si jezen, naredi to. Mislim, preprosto to se prenaša iz roda v rod in veliko tega se otroci naučijo, nekaj iz besednih sporočil, še več pa iz opazovanja, vedenja svojih staršev in drugih. In mislim, da ta realistični pogled na svet
je pomemben, to je eno, drugo pa tudi neka vzgoja srca v družini, tudi to ti omogoča na neki način, da vidiš ljudi in da lažje sobivaš z njimi. To je družina. Seveda je pa res, da mi včasih precenjujemo globalno gledano ali pa populacijsko gledano, tako ali pa epidemiološko gledano, pomen družine. A veste, med družinami je en del družine, ki slabo ravna z otroki, da čisto preprosto povem. Eni ravnajo slabo preprosto starši, ker sami imajo razne čustvene probleme, so sami obremenjeni, lahko so obremenjeni, a veste, če je mama obremenjena s težo, kje bo dobila denar za plačanje položnic, bo imela manj energije in posluha za otrokove čustvene težave, čisto preprosto, ker je prioriteta preživetje. Ja, ni pa prioriteta, da bo otrok srečen. Nekateri so pač starši tudi slabe osebe. No, skratka, hočem to reči, en del družine pač tega ne nudi otrokom, to je treba vedeti iz različnih razlogov. In včasih starši ne vedo, niso ozaveščeni, ne vedo, kako pomagati, nimajo energije za pomoč, če so sami recimo bolniki, ne mislim samo duševni bolniki, mislim tudi, če si bolan, ti zmanjka, ti zmanjka energije. In zato so tudi zelo pomembni tile drugi viri pomoči oziroma viri krepitve odpornosti. In seveda med temi drugimi viri so ta zunajdružinska okolja. No, včasih si to bila ulica, dvorišče, kjer so se otroci med seboj igrali, naučili marsičesa, spoznali marsikaj. 11. šola pod mostom. 11. šola pod mostom, tako je. Danes pa pravzaprav je več tega v institucijah, eno so vrtci, še bolj pomembna se mi zdi pa šola. Namreč vrtci so gotovo pomembni, zato ker dobijo zelo mladega otroka in so lahko zelo vplivni. Ampak niso vsi otroci v vrtcih. V osnovni šoli so pa vsi otroci, vsaj v razvitem svetu so vsi. Večina. Ja, mislim praktično. Danes imamo tudi trend, ja. Ja, dobro, mislim tu pa tam kakšen ni, ampak praktično so vsi in so vsi dosegljivi nekim vplivom. Tudi tisti so dosegljivi, ki imajo nemočne starše, ki jih nikoli ne bojo odpeljali psihologu, tudi če bi bilo 1000 psihologov na voljo, ker nimajo energije ali pa ker se bojijo, ali pa starši, ki ne želijo tega narediti in tako naprej. Tako da se mi zdi, da te institucije, ki vključujejo velik del otrok ali pa vse otroke v skupnosti, imajo veliko možnosti za vplivanje na otrokov psihosocialni razvoj in seveda tudi na vplivanje na to rezilientnost, kot vi pravite. In zato se mi zdi, da bi v šole bilo treba vnesti mnogo več te vzgoje o duševnem zdravju in vzgoje o človečnosti. No, ampak da nadaljujemo, zdaj sem rekla, torej družina, za njo so te institucije, v katerih se otroci nahajajo. Potem pa si seveda še kup nekih drugih prostorov, ki prispevajo lahko k tej vzgoji. To so, ne vem, različne prostočasne dejavnosti, ki se organizirajo, različne nevladne organizacije, verske organizacije mnogim pomagajo. Ker ta rezilientnost se sestoji tudi v tem, da vidiš nek smisel, neko upanje, da ne obupaš in tu tudi religija mnogim pomaga. Ja, tukaj bi jaz se mogoče ustavila še pri šolah. Tako kot sva rekla, so lahko en tak velik varovalni dejavnik praktično za vse otroke ali pa za večino otrok. Pa tudi ste napisali knjigo v soavtorstvu o šolah, tudi v kontekstu travmatičnih, kriznih dogodkov. Ampak tako, zanima me, mogoče, ali pa vas bom prosila, če lahko predstavite kak program, ki ste ga sama razvila, sama vzpostavila. Vem, da tudi ste delala z begunci, o tem je tudi knjiga. Pa mogoče, če govoriva o tem širšem smislu, kaj je zdaj tudi aktualna tema prenova šolskega sistema, se zelo veliko govori tudi o čustvenem, socialnem opismenjevanju oziroma o teh ne samo veščinah, tudi kapacitetah. Že dolg časa, pravzaprav že leta govorimo v Sloveniji, različni akterji
kako bi šole lahko nekako ne samo skrbele recimo za duševno zdravje v tem ožjem smislu, pri otrocih z izrazitejšimi težavami, ampak v tem širšem smislu, ne, vzgajale za neko večjo prosocialnost, človečnost, bom kar uporabila vašo besedo, ki mi je zelo, zelo blizu in dragocena. Ja, mogoče najprej bi začela s programi. Veste, to je nek program, smo rekli usposabljanje učiteljev, ampak beseda usposabljanje resnično ni ustrezna. Ne gre za krepitev učiteljev, da bi delovali kot psihosocialni pomočniki, skratka, da bi pomagali svojim učencem, kolikor morejo. In ta program je bil približno takšen. Najprej smo v neki državi, ne vem, od Čečenije do Kosova, izšolali eno skupino lokalnih, tako zvanih trenerjev, to se pravi z lokalnih strokovnjakov, ki so potem delali s skupinami 100 učiteljev, večjih učiteljev, in jih usposabljali, ampak predvsem pa krepili njihovo lastno moč, energijo, da bi pomagali otrokom. In zdaj osnovna filozofija teh programov je bila ta, da smo učiteljem predstavili njihov pomen za otroke, to, da otroci z njimi preživijo velik del dneva, da so del stvarnosti, življenjske stvarnosti, da je šola nek socialni prostor, ki je del otrokovega vsakdana, da si na osnovi šole, tudi na osnovi šole otrok gradi podobo o svetu, o samem sebi, o tem, kaj lahko naredi za sebe, za druge, za svet. No, in da smo pokazali, kolikšna je lahko njihova vrednost in kolikšna je vrednost mnogih učiteljev, ker veste, mnogi učitelji delajo ogromno dobrega za otroke, tudi brez kakršnihkoli seminarjev in programov. In to se mi je zdelo zelo pomembno jim prikazati, koliko dobrega naredijo in kako so pomembni, in jih na nek način s tem motivirati, da bi nadaljevali s tem. To zavedanje, ne, da niso samo za akademski razvoj, recimo sploh v šolah, ampak za nek širši, ne, da otroci imajo tudi eno strukturo, ne, lahko eno strukturo pa izkušnjo, življenjsko izkušnjo dobrega človeka, ki hoče pomagati pripadnosti razredni skupnosti. In da je to zlasti pomembno za tiste otroke, ki se jim zgodi nekaj hudega. No, jaz sem delala na vojnih področjih in tisto hudo, kar se je zgodilo otrokom, je bila vojna. Ampak recimo v mirnodobskih okoliščinah je tisto hudo lahko v družini, ne vem, oče alkoholik, ki tepe otroka, ali pa, ne vem, ledena mati, ki ni zainteresirana za otroka. In zdaj se mi zdi življenjsko pomembno, da v psihološkem smislu namreč, da otrok doživi nekaj drugega, nekaj, kar je protiutež tej slabi izkušnji iz družine, zdaj govorimo o normalnih okoliščinah. Tako odnosno izkušnjo. Odnosno izkušnjo. Res, to se mi zdi silno pomembno. Saj, veste, med mojimi pacienti dostikrat slišim, če ne bi bilo te učiteljice, ne vem, kako bi bilo. Ali pa mama reče, recimo, če ne bi bilo učiteljice, ne vem, kako bi preživeli neko kronično bolezen otroka. Samo učitelji dobijo premalo povratnih informacij o tem. Mislim, da bi jih to zelo motiviralo in spodbudilo. No, ampak kakorkoli, da se vrnem k tem programom. Namen tega je dejansko okrepiti, motivirati učitelje, da tisti kapital, ki ga že imajo v sebi, tisto modrost, ki jo imajo v sebi, in tudi navsezadnje znanja, saj so pedagoški delavci, to so lahko majhna znanja, lahko so velika znanja, da vse to koristijo za pomoč otrokom. Ker dostikrat je tako, imaš ogromno nekih znanj, ne vem, kakšnih strokovnih, velestrokovnih, pa pravzaprav za sočloveka ali pa soljudi od tega malo koristi, če smo pošteni. No, in meni se je zdelo res zelo pomembno to dajanje. In zdaj, torej najprej smo te domače strokovnjake usposabljali, potem smo pa delali z učitelji, najprej skupaj, potem so to sami izvajali te seminarje. Učitelje smo povabili po 50 ali pa 100 učiteljev na dvodnevne ali pa trodnevne seminarje, pa to so bili ciklusi, ne samo eden, ampak 2, 3, na katerih smo jim
pokazali, torej najprej govorili o njihovih lastnih stiskah, tudi stiskah, profesionalnih stiskah v času vojn ali pa naravnih nesreč, o tem, kaj lahko dajo, kaj dajejo. Zelo veliko je bilo razmenjav med njimi, a veste, ker oni imajo izkušnje, oni dosti, neki učitelji, ne vem, v Afganistanu, dosti bolje vedo, kaj se da narediti, kot pa jaz, kljub vsej moji izobrazbi, ker oni vedo, kakšna je realnost njihovega poklicnega dela, kaj je sprejemljivo za druge. Zato je bilo zelo veliko skupinskega, je vedno veliko skupinskega dela in razmenjav med njimi. Zanimivo je to recimo, To se mi zdi zelo pomembno. Ja. To, da niste prišla, ne, z tega vidika, vi veste, pa jim boste povedala, ne. Ja. Čeprav ste tudi napisali, včasih je bilo treba premagati ta odpor, ja, nekdo nam je zdaj prišel iz razvidka sveta, pamet soliti. Ja, res je. Ja. In Nekako nuditi ta prostor, ne, da tudi podelijo svoje da, prakse. nuditi prostor, Tudi zanimivo da se je. na tak način oni nekako tudi povežejo, Da mogoče se konsolidirajo. povežejo, ja. In a veste, to je eno, je deliš izkušnje, se nekaj naučiš od drugega, nekaj, kar je uporabno, kar je veliko bolj uporabno kot tisto, kar ti predavatelj govori. To je eno, drugo pa je slišiš, da drugi delajo dobro. A veste, to se meni zdi tako ključnega pomena. To je tisto, kar pravim, dobro poraja dobro. In zanimivo je to, da je običajno, ko smo recimo jih razdelili v skupine, pa prosili naj eden predstavi en primer otroka, ne vem, ki se mu je kaj hudega zgodilo med vojno in kaj je on naredil za otroka in kaj je šola ali pa razred, kaj so naredili. In vedno je bil prvi odgovor, saj nismo nič naredili, saj ne znamo, saj nimamo psiholoških znanj, ne. No, in potem smo se pa pogovarjali o tistih majhnih rečeh, o tistih majhnih načinih izkazovanja človečnosti, ki lahko ogromno pomenijo. In pol so prepoznavali, da pravzaprav to, če, ne vem, če se dotakneš otroka, če z bolj mehkim glasom govoriš z njim, če imaš mimiko, ki je prijazna, da lahko, da s tem lahko daš otroku občutek varnosti, razumevanja, da mu boš pomagal. Torej, no, in seveda tudi praktičnih reči so se naučili, ki jim jaz nisem mogla ponuditi, absolutno ne, kaj konkretno v taki situaciji. Tako da je, in potem je torej bil en seminar za učitelje, potem čez kake 2 meseca, potem smo jih vzpodbudili, naj implementirajo to, kar so slišali, dobili od kolegov, od nas, in potem so se ponovno zbrali, recimo čez 2-3 mesece, in so povedali, kakšne izkušnje imajo, kaj deluje, kaj ne deluje. In tako ponavadi smo imeli kake 3 ali pa 4 take cikluse z teh seminarjev. In moram reči, da imam občutek res, da je to koristilo, saj ni čarobne palčke, s katero boš vsem pomagal, ampak vendarle, da je to koristilo, pa še vrednost tega sem videla, ker je to nek vložek tudi v prihodnost. A veste, ta znanja, ki so jih učitelji pridobili, so pravzaprav nek kapital, ki ga lahko uporabijo tudi potem, ko je konec vojne, ne vem, v času obnove, pa tudi v mirnodobskih okoliščinah. To je Tudi neka izkušnja, ki nekako predram neke določene njihove kapacitete. Ali jim da Tako pa je, nekako tako je. To je- veljavo. Absolutno, in krepi njihove kapacitete, uradno se temu reče capacity building. Meni se vedno zdi zabavno, kako mislim, neke izraze uporabljamo za neke zelo običajne in človeške reči. Pa jaz nisem zdaj izhajala iz tega strokovnjaškega. Vem, da niste, ampak jaz sem se saj vem. spomnila, Ja. da če bi jaz tako zanimivo. razložila, kot sem vam razložila s donatorjem, to ne bi kaj dosti veljalo, bi morala reči capacity building. Ja. Če bi hotela dobiti denar za projekt. Tako da, no, potem recimo tudi to sodelovanje s starši, čeprav tam je se torej v teh zelo malo razvitih področjih, je to sodelovanje dosti boljše, moram reči, kot pa v bogatih področjih, stvari gredo nekako lažje. No, pa tudi, veste, jaz sem se tudi od njih veliko marsičesa naučila res, kako se stvari dogajajo. Recimo od čečenskih učiteljic sem se naučila, da ko se je nekemu otroku kaj hudega zgodilo ali pa ko je zelo nesrečen,
da je zelo pomembno, da mu daš neko odgovornost, da mu pokažeš zaupanje, spoštovanje do njega in da mu daš neko odgovornost. Ne vem, ali da pazi na mlajšega bratca, ali da mora vsak dan, ne vem, zapreti, zakleniti vrata zvečer, ali pa neke, pa če je starejši, neke druge odgovornosti, da to je na nek način uveljavljena strategija pomoči otroku v stiski. Opolnomočen. Da je opolnomočen, točno, da je sam opolnomočen. Dostikrat pa, moram reči, sem se srečala s tem, da so učitelji, ki so imeli samo tisto 4-letno srednjo učiteljsko šolo, recimo, da so uporabljali kake strategije, ki smo jih mi preoblikovali v neke posebne strokovne metode dela. Saj to vedno povem, ampak se mi zdi, da je zanimivo slišati, recimo, te elemente vedenjske terapije. Torej, za mene najbolj eklatanten primer je bil ta, ko smo govorili o strahu pred šolo, šolski fobiji, so imeli pojma, kaj je šolska fobija, kar je tudi nepomembno, da veš, kaj je fobija, važno je, da veš, da je otroka strah pred šolo. In so pripovedovali, kaj so naredili. Jaz sem včasih kar gledala, res. In to tudi vedno ponavljam, sem se spraševala za Boga, zakaj sem se za drage denarje učila tega, če pa oni to vse vedo. Na primer, otroka, ki ga je strah šole, torej bom isti primer ponovila, ampak je res najbolj drastičen. Otroka je bilo strah priti v šolo in je učitelj rekel, učitelj, ki je imel tisto 4-letno učiteljsko šolo, nobene fakultete, je rekel očetu, naj pride pa naj sedi z njim v razredu. Potem je rekel očetu, ko se je otrok že malo pomiril, je rekel očetu, naj sedi pred razredom. Potem je rekel očetu, naj sedi doma, ampak naj da otroku suknjič, in ko se je otrok vznemiril, je rekel otroku, naj poduha ta suknjič, ne, in to je bil vonj po kravi, po tobaku, po hlevu, po domači kuhinji, ja, in se je pomiril. No, in mislim, takih primerov je res neverjetno še veliko. No, recimo še pred kratkim sem bila na neki kmetiji, kjer imajo hipoterapijo. In so prišle neke psihologinje na Kavkaz, da bi izvajali hipoterapijo, in potem so ljudje iz teh kavkaških gora, terapijo s konji, ja. Potem so ljudje iz teh kavkaških gora, kjer je konj nekaj zelo pomembnega, rekli, pa saj mi to vemo, če je otrok nesrečen, če se mu kaj hudega zgodi, dajmo konja. Konj bo njegov prijatelj, imel bo skrb za konja, ponosen bo, da ima konja. Tako da hočem to povedati, no, da o emocionalnem niti ne govorim, ne, mislim, ki ga mi uporabljamo v naših tehnikah terapevtskih in ki pravzaprav tvorijo človečnost. No, to hočem reči, da pravzaprav ljudje tudi veliko tega vedo, kar mi vemo, pa mislimo, da samo mi vemo. Da stroka dostikrat odkriva toplo vodo, ampak nekako sploh nima tega zavedanja, oziroma ne bi želela nekako niti na ta način pogledati. Ja, jaz bi vas tukaj vprašala še, ne, ker danes je pa veliko staršev tudi zelo nezadovoljnih, recimo šolo z učitelji, oziroma zdi se tudi, da je šola en tak prostor tekmovalnosti, ne, nek tak individualističen, da nekako bolj vzgaja za eno komolčarstvo, današnja šola, ne, mislim, zdaj mogoče tako, ne šola recimo v enih kriznih obdobjih, ampak šolski sistem, tako. Ampak tudi danes imamo cel kup izzivov, ne, imeli smo pandemijo, kako vidite, poplave so zdaj nekako zelo nedavno, te katastrofe, kako vidite tukaj nekako vlogo slovenske mogoče šole, no, se ne morava zdaj posplošiti, ne, tukaj veva, velike razlike od šole do šole, od učitelja do učitelja, ampak vendarle. Ja, res je, veste, šola je pač vpeta v ta vesoljni sistem neoliberalnih vrednot in ideologije, v katerih je individualizem, tekma za čim boljšo socialno pozicijo, čim večjo moč, nekaj normalnega, naravnega, bi rekla.
To je en del resnice. Drugi del resnice je pa ta, da ima vendarle šola neko funkcionalno avtonomijo, da v tem svojem mikrosistemu stvari spreminja ali pa modificira. In je to res, sami ste rekli, je kar nekaj šol, mislim, se šole razlikujejo po svoji kvaliteti, ja, ali pa po človečnosti, da se vrnem k tej besedi. Zdaj, starši, tudi to je velik problem. Na eni strani bi seveda starši želeli, da bi otroci bili čim bolj educirani, da bi imeli čim boljše šanse pozneje, ne vem, da se vpisujejo na fakultete, pa da imajo čim boljša delovna mesta. Skratka, da bi bili čim boljši, ne, in da bi jim bilo čim bolje v tem svetu tekmovalnosti. Ampak na nek način smo to sprovedli na točke, na pridobivanje točk. Točno, ne na krepitev resenih znanj, veščin. Absolutno, tako, to se je udejanilo v točkah najbolj. Na drugi strani je pa seveda vse več glasov, ki apelirajo na to, da bi šola kot obvezni skupni prostor, v katerih vsi otroci države preživijo 9 let, vsaj 9 let življenja, da bi vendarle prevzela tudi neko drugo funkcijo in nalogo, to je vzgojo otrok za človečnost, za solidarnost, za socialno odgovornost, za odgovornost do svoje skupnosti. In mislim, da ta druga smer je še kako pomembna, veste, pa ne zaradi kakega sentimentalizma ali pa romantiziranja. Ja, moraliziranja, ampak preprosto, veste, ker potrebujemo to vzajemno pomoč in jo bomo vse bolj potrebovali. Ne bodo roboti in digitalizacija reševali vseh naših problemov. Na koncu koncev, ne vem, ko umiraš, ko te boli, ti je zelo pomembno, da imaš nekoga ob sebi. Tako da jaz mislim, da res ta človečnost je res pomembna. Veste, mimogrede naj povem, pred kratkim sem gledala film Hirošima. To je film o tem, kaj se je zgodilo v tej atomski centrali, o potopu, ja. In je zanimivo, torej atomska centrala je višek digitalizacije in vsega modernega, ampak na koncu koncev tam v nekem prizoru pokaže, da je bil pravzaprav človek tisti, ki je preprečil neke širše razsežnosti katastrofe. Namreč na neki točki niso več delovale te sofisticirane naprave in je moral posameznik človek vstopiti v ta kontaminiran prostor in z rokami nekaj premakniti, tako kot nek volan, da bi zaprl nek dotok, ne vem, kontaminirane vode. In se je kup ljudi javilo, kot prostovoljci so se prijavili, da bi to naredili. In sem razmišljala, na koncu tu je človek, na koncu je stvar pristala pri človeku, ker je vsa ta mašinerija digitalna odpovedala. No, to hočem reči, da dobro, to je tak ekstremen primer, ampak da človečnost kakorkoli bomo potrebovali in zato se mi zdi, da bi res šola, zlasti ob tej prenovi, ki jo zdaj načrtujejo, da bi res morala to v večji meri upoštevati in na nek način sistemsko vgraditi v svoje delovanje. A veste, tako kot sva rekli, veliko dobrega se dogaja v šolah, samo to je predvsem odvisno od posameznika, od individualnosti, ne vem, učitelja, šolskega svetovalnega delavca, ravnatelja. Ni pa na nek način to, kako bi rekla, vodilo filozofije šolskega sistema. To se mi zdi en tak pomemben apel, ne samo sporočilo ali spoznanje. Upam, da naj čim več posluša, da bo to prišlo res v prakso. In tudi, imamo nekako tudi take zelo dobre modele, pravzaprav transformacije šolske skupnosti, kolikor spremljam recimo tujo literaturo, primere dobrih praks, kako se lahko nekako celotna ustanova preobrazi v to smer, v eno sistematično, pravzaprav. Da to ni stvar, nekdo ima to kapaciteto, nima, da so to vse neke veščine, kapacitete bom uporabljala ta izraz,
Ja, ki nekako se lahko razvijajo. Ja, ki se lahko in ki bi jih bilo treba Ne, razvijati. ne samo, da se lahko, ki jih moramo razvijati. Ja, ki jih moramo razvijati pri otrocih. Skrajni čas nekako in pri otrocih in pri kadru. Ja, ker veste, tudi šola je idealna priložnost, ne samo zato, ker so vsi otroci 9 let svojega življenja, ampak tudi, ker je to nek socialni prostor, v kateri se srečuješ z drugim, z različnimi situacijami in prepoznavaš pravzaprav, kaj lahko narediš v neki situaciji, kako se lahko odzoveš, kaj tebe prizadeva, kaj druge prizadeva. Res to se mi zdi prostor neverjetnega socialnega učenja. In če je to, mislim, naravnega učenja, ampak če je pa to učenje s pedagoško prakso podprto in usmerjeno, mislim, da bi lahko mnogo več dobrega naredilo, kot naredi to sedaj šola takšna, kakršna je, pa ne mislim samo za Slovenijo, to velja za širše pomenu, ja. Ja, tle se mi zdi nasploh pomemben, kako nekako bi spodbujali širši družbi, ne, tudi recimo krepitev prosocialnih vrednot solidarnosti. Ne, v tej kulturi dostikrat rečemo, oziroma vi ste rekla, jaz kultura. Ja. Ne, pa veliko recimo teoretikov v tem smislu govori o tej individualistični, tako kot smo prej rekli, neoliberalni, tekmovalni kulturi. Ja, kako nekako, lahko nekako naslovimo to kulturo oziroma preusmerimo. Ja, in veste, dostikrat, ko govorimo o tem, kako bi šola morala prispevati k duševnemu zdravju posameznika in skupnosti, smo vse preveč usmerjeni nekako v tem spet, kako bi samemu sebi prispeval. Torej lastni dobrobiti, izboljšal samopodobo, izboljšal asertivnost, izboljšal svoje socialne sposobnosti za uveljavljanje. Mislim, da je to samo en del zgodbe. Drugi del zgodbe je pa razvijanje socialnega jaza. To je zelo pomemben poudarek. Ja. Oziroma ta premik v tem razmišljanju. Ta premik, ja, od individualne dobrobiti, individualnega duševnega zdravja k odnosom s skupnostjo, povezanostjo, razvijanjem socialne odgovornosti. To se da že pri čisto malih otrocih razvijati. In poudarkom na te soodvisnosti med posameznikom in skupnostjo. In veste, tako se mi zdi, da pravzaprav v sedanjem času, da te naravne nesreče in epidemija in poplave in vse, kar se dogaja, bi lahko bile krasna učna ura, bi izrabili kot učno uro ali pa učno snov za to, kako prikazati to v stvarnem življenju, ne samo kot neko moralno normo, ampak kot stvarno potrebo, da si ljudje med seboj pomagajo. Res upam, da se to dotakne nekako ne samo posameznika, slehernika, ampak tudi odločevalcev. Ja, upajmo, ja. Oziroma imate tukaj še mogoče kakšne take, bom rekla, bolj specifične, bolj konkretne smernice, ukrepe, predloge, karkoli vodila v to smer, ne, v smer krepitve socialne odgovornosti. A veste, jaz nisem pedagog in se opravičujem, da si dovoljujem kakšne kritične pripombe, ampak recimo meni se zdi tudi to včasih problem, marsikatera šola ima neke lepe aktivnosti, ne vem, razvija prostovoljstvo, ima neke krožke za medsebojne odnose in tako naprej, kar je lepo in v redu. Samo, a veste, težava je v tem, da te lepe aktivnosti pritegnejo tiste, ki že imajo neke afinitete do tega in želijo izboljšati to in ne zadevajo celotno populacijo šole. In se mi zdi zelo pomembno, da take težnje ali pa programi, da so usmerjeni v celotno psihosocialno klimo ali pa etos šole, ne pa samo v tiste posameznike, ki se prostovoljno prijavijo za to. No, recimo prostovoljno delo je krasna stvar, ne, mislim, da je to odlična šola solidarnosti, ker ti šola ustvari priložnost, da nekaj deluješ, ker moraš imeti tudi priložnost. Mislim, težko se otrok sam poda v neko prosocialno vedenje, če ni to olajšano. Ampak seveda to zajema samo del otrok in
ta vpliv na celoto šole se mi zdi zelo pomemben in zanimivo je, veste, jaz te reči dosti gledam, ker me zanimajo, pa ker pišem neke knjige o tem, ampak zanimivo je to, da sem prebrala, da so ugotovili, da pravzaprav večinoma v razvitem svetu šole se veliko bolj ukvarjajo s temi posamičnimi dejavnostmi, kot pa s šolo kot celoto. No, in to se mi zdi, tu bi moralo biti težišče na tem. Saj tudi je veliko usposabljanj učiteljev za te psihološke in psihosocialne probleme, ampak spet je podobna težava, namreč prijavljajo se tisti učitelji, ki že itak delajo dobre reči, ne, ki želijo se naučiti več, da bi lahko več dobrega naredili. En del učiteljev pa je nezainteresiran za to. Torej, no, kako to narediti, jaz težko rečem konkretno, ampak se mi zdi vsaj, da bi morali res biti usmerjeni bolj v šolo kot celoto in seveda v sistem kot celoto. To se mi zdi zelo pomemben, ja, kak je ta nek etos, ne? Neka usmeritev, neka globalna, širša usmeritev v šolskem okolju, v šolskem sistemu. Ja, mislim, da je to nekako jasno, ne? Na čem želimo imeti poudarek. Na čem želimo imeti poudarek in pa tudi, veste, kot ste vi omenili, toliko je dobrih praks v Sloveniji, da res se mi zdi zelo pomembno, da se učijo pedagogi eni od drugih. Ker eni od drugih se lahko največ praktičnega naučijo, kako te reči udejanjiti. Eno je teorija, drugo je pa prenos tega v prakso, v življenjski vsakdan, v realnost. Ja, tudi te izkustvene stvari, ki imajo neke učinke, bolj se nas dotaknejo, ne? Bolj nekako jih slišimo. Ja. Ja, to vas bom tudi vprašala, ne? V svoji praksi ste se pogosto srečevali tudi z revščino, z ekonomsko neenakostjo, ne, kako to vpliva na ljudi, na njihovo duševno zdravje, recimo pri mladih, tudi otrocih. In ja, to je ena taka tema, dostikrat nekako ali začutimo ob tem veliko empatijo, tudi zaradi svojih lastnih izkušenj, ali tudi en občutek nemoči, ogorčenosti. Kako se odzvati kot posamezniki, kot družba? Ne, tudi na začetku ste rekla, da imamo zdaj že tudi podatkovje, ki kaže, da se te razlike še večajo. Tudi če smo malo bolj odprti, smo lahko temu priča, da se te razlike nekako v eno in drugo smer krepijo. Ja, veste, revščina, se to veva dobro, je priznan dejavnik tveganja za revnega otroka, za otroka, ki živi v revščini, je preprosto življenje bolj naporno. Več je slabih reči, ki jih doživi, od zelo praktičnih zadev, slabe prehrane, slabega stanovanja, do tega, da ko pride v šolo, je v nekem deprivilegiranem položaju, ker ni doma dobil dovolj te kulturne podstati ali pa podstati v znanju, ki je pomembna. Pa do tega, da se tudi pri nas pojavlja, da se otroci bogatih staršev združujejo v skupine in izkazujejo omalovaževanje revnim otrokom. Zadnjič sem slišala prav grdo reč, da tem revnim otrokom pravijo, kako je ta trgovina, Eurospin. Špar. Špar, ja. Je to ta trgovina, ki prodaja tudi obleke, ja. Ja, da jim rečejo, ne vem, šparovčki, če imajo tiste pocene obleke iz Špara. Se prav zelo stigmatizirajoče lahko. Ja, stigmatizirajoče, ja. Diskriminirajoče, ne, če jih tudi nekako izločijo. Ja, tako, ja. In s tem vsem pač mora tak otrok živeti, ampak veste, ni samo to. Gre še za nekaj drugega, kar so pa res, na kar opozarjajo družboslovci. Namreč pri nas ni take revščine, da bi umiral od revščine, ne, tega ni pri nas. Tudi malo kateri otrok je lačen, če smo pošteni. Oblek dobiš, kolikor hočeš, lahko torej second hand, ne, pri Rdečem križu ali pa pri Karitasu. Ampak gre za nekaj drugega, kar prizadeva otroke in mlade, to je ta občutek krivičnosti. Ta se neverjetno hitro razvije pri otrocih. Jaz se spominjam sošolke mojega vnuka, ki je pri 5 letih rekla, mene ne vabijo na rojstne dneve, ker sem revna. A veste, 5-letni otrok se zaveda tega in res jo niso vabili, ker ona ni prinesla darila,
ker ona ni mogla povabiti na rojstni dan v nekem hotelu ali v nekem kopališču, kot so ga drugi otroci organizirali. No, in pravzaprav ta občutek krivičnosti je tisti, ki bolj prizadeva otroke, pravijo mnogi družboslovci, kot pa ta dejansko pomanjkanje ali pa primanjkljaji ali pa prikrajšanosti. Tako da jaz vidim v tem kar veliko težavo. Mislim, veliko težava, spet ni dobra beseda, ne vem, mene to na neki način tudi prizadeva. Zdaj pa seveda vprašanje, kaj lahko naredimo, ne. To je čisto praktično vprašanje. Veste, jaz bi rekla, dobro, eno je, da spremenimo družbeni red in ustanovimo neko družbo enakosti, ne. Ampak vsi vemo, kako je s tem. Ja. No, zdaj, kaj lahko v konkretnih okoliščinah tukaj in sedaj naredimo? No, jaz spet mislim, da da najlažje dostop na nekemu vplivanju so spet vrtci, šole, da so ti tisti, ki lahko ponudijo otroku po eni strani kompenzacijo teh deficitov, ki so jih utrpeli v družini, in deficitov v znanju in priznanju in samopodobi. To je ena reč. Druga pa reč je pa neko doživetje pravičnega sveta. Da v tem svetu nepravičnosti obstaja nek otok, nek podsistem pravičnosti, to je vrtec, kjer vsi dobijo enako, ker ravnateljica ali vzgojiteljica z vsemi enako ravna, kjer vsi so enako pohvaljeni, ali pa recimo tudi v šoli, ne, da malo poskušajo popraviti to slabšo pozicijo teh revnih otrok, ki so dostikrat slabši učenci iz različnih razlogov. Kar zahteva velike neobčutljivosti, ne, tudi pri Veliko šolah, občutljivosti, veliko občutljivosti, Kake ja. šole se grejo mogoče malo bolj tako elitistično držo, pozo, tudi nezavedno more biti. Tudi to verjetno, ja. In mislim, da to je pravzaprav najučinkovitejši, največji možni korektiv. Ker da bomo rekli, bomo revščino odpravili, to je zelo utopična misel, ne. Ampak praktični korektiv je lahko res, da to je eno. Drugo pa razvijanje solidarnosti v skupnosti. Mislim, recimo, da se spet vrnem k prostovoljnemu delu, to se mi zdi silno pomembno. A veste, če imaš v šoli težave, pa imaš dobro stoječe starše, ti bodo ali so sami toliko izobraženi, da ti bojo pomagali oni, pa še dedek pa babica, oziroma 2 dedka pa 2 babici, ne. Ali pa bojo plačevali ti inštruktorja, in ogromno otrok ima inštruktorje. Če si pa revež, niti ti ne bojo babice pomagale, niti starši, ker nimajo izobrazbe, da o inštruktorjih niti ne govorim. No, in tu se mnogi prostovoljci angažirajo za pomoč otrokom, to se mi zdi, da je nekaj, kar bi lahko še bolj koristili, ker to je tudi v korist prostovoljcev, mimogrede, tudi njim to pomaga pri marsičem. In tudi ta vzajemna vrstniška pomoč, to je spet nekaj, kar bi lahko v šoli vzpodbujali, se ponekod dogaja, ampak spet bi bilo treba v sistemu uvesti kot neko bolj obvezujočo dejavnost, razvijanje te medsebojne pomoči. A veste, jaz se spominjam, no, sicer to, ko začnem jaz se spominjam, vedno pomislim, ljudje mislijo, vsi stari govorijo, kako je bilo krasno prej, ampak kakorkoli, jaz se res spominjam, da je v času mojega šolanja bila neka obveznost, da dobri učenci pomagajo slabim učencem. To je bil nepisan zakon. Pomagati je pomenilo ali prišepetavati, ali, kot smo rekli, plonk ciglice pošiljati pri različnih nalogah, takrat ni bilo testov, ali pa enostavno se učiti s tem otrokom. Jaz sem imela eno sošolko, s katero sem se učila. Če si hotel biti sprejet v razredu, si moral na neki način to početi, ne, drugače so te grdo gledali. Danes seveda teh norm je mnogo manj, ne, ampak se mi zdi, da bi lahko res to vzajemno pomoč, vrstniško pomoč v večji meri razvili in da bi to bilo nekaj, kar bi marsikomu pomagalo. Seveda,
Je res, da je dejavnik tveganja revščine in da je več otrok s težavami iz revnih krogov, zlasti več slabih učencev iz revnih krogov in šolski neuspehi sam po sebi spet dodatni dejavnik tveganja. Ampak na drugi strani pa seveda tudi ta revščina te, kako bi rekla, na nek način okrepi, bolj se zmoreš soočati z različnimi težavami, kot pa če rasteš v nekem idealnem okolju. Ja, hvala za ta izčrpen odgovor, pa tudi tak spodbuden v bistvu. Vedno je fajn tako, ne, ta občutek, da mogoče pa se da kaj narediti, ne, in kot posamezniki in določeni sistemi, ustanove. Tako tudi prinašati nek realističen pogled, bolj celovit pogled, ne. Tako. Zdaj mogoče, da počasi zaključujeva najin pogovor, pa bi vas vprašala malo bolj osebno vprašanje. In sicer, kako se z leti spreminja vaš pogled na svet, ljudi? Mogoče tudi nas. A veste, ne vem, če se pravzaprav, tako bi rekla, da postajam bolj strpna, se mi zdi. Bolj tolerantna, bolj strpna do ljudi, na nek način imam večje razumevanje do ljudi. To je ena smer spreminjanja. Na drugi strani pa se mi zdi vse bolj pomembno zastaviti svoj glas za svojo besedo, zato, da bi bilo čim manj hudega na tem svetu, da zgolj drža opazovalca pa premišljevalca na nek način ni dovolj, da je treba udejanjiti svoje poglede na svet, jih izraziti, jih na glas izreči in zapisati. Ob tej priliki bi se vam jaz prav osebno rada zahvalila za vaš javni glas. Vedno znova se razveselim, ko vidim vaš prispevek tudi v teh rednih slovenskih medijih. Se mi zdi res izjemno dragocen glas, ne, res se zavzemate za zelo pomembne stvari, ne, tudi tako aktualno, ne, z vsemi temi vrednotami. Se mi zdi prav nekako res osvetljujete tudi toliko enih tem, oziroma mogoče bi rekla temo, ste navdih, bi rekla, mnogim. Hvala vam za lepe besede, ne vem, če je tako, ampak čisto tako, ampak dobro, pač poskušam narediti, kar moram. To se mi zdi res dragoceno, kar pravite, ne. Ker včasih, smo mogoče eni zavestni, aktivni opazovalci, ampak če imamo tudi te neke sposobnosti, veščine, ne, kapacitete, bom rekla, da nekako naredimo še korak naprej, da se še malo bolj aktiviramo, kje lahko. Ne, ali na mikroravni, veliko je teh ravni, ne, tako, ko smo tudi danes govorili, ne, se mi zdi zelo pomemben tudi, da nekako se prepoznamo, kje mi sami lahko delamo neko razliko, neko spremembo, neko pozitivno spremembo v smer večje človeškosti, solidarnosti. Tako, res iskrena hvala za ta čudovit intervju. Hvala vam, meni je bilo tudi lepo z vami. Na koncu bom rekla še to, kar sem tudi prebrala, pa mi je bilo zelo všeč, da vam želim kavkaško dolgoživost, sibirsko zdravje. Pa dodala bom to, kar sem na začetku rekla, da naj vas čim večkrat spremlja harmonika, melodija harmonike vaše duše. Hvala. Tako da res hvala. Hvala lepa vsem, ki ste z nama, ki ste naj poslušali do konca in lep pozdrav do prihodnjega podcasta.